Učiteljica osnovne šole Frana Saleškega Finžgarja in krajevna skupnost Begunje letos praznujeta 40. obletnico. Svoj praznik so trenutni in nekdanji učenci šole z ostalimi krajani obeležili na slovesnosti s pestrim in zabavnim programom. Torej 40 let podružnične šole v Begunjah, to je kar lepa številka, ste verjetno ponosni. Ja, seveda. Zelo ponosna sem tudi na sodelovanje s krajem, na posluh krajanov. No, to se je pač pokazalo že pred 40 leti, zato so s samo prispevkom omogočili sploh razvoj te šole oziroma zgraditev šole. No, kar nekaj generacij je zahajalo v to šolo. Kako pa je danes? Koliko oddelkov je tukaj? Ja, imamo od 1. do 5. razreda po en oddelek, 85 učencev. Obeta se pa nam še dodatni oddelek, namreč 2017-2018 bomo imeli 2 oddelka 1. razreda. Torej ni bojazni, da bi bilo otrok premalo. Verjetno jih je tudi v Begunjah kar dovolj. Ja, izgleda tako. Sicer pa sem slišala, da je bila šola obnovljena. Kaj točno je bilo postorjenega? No? Lansko leto smo zaključili z energetsko sanacijo. Še eno leto nazaj so nam pa tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovili otroško igrišče, ki leži tam odzadaj za šolo in ni namenjen samo učencem šole, ampak tudi vsem otrokom v kraju. Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel. Jaz ne grem v šolo, nič več ne grem v šolo, nisem v šoli bi sedel. Šola v Begunjah je pred 40 leti nastala s pomočjo samoprispevkov krajanov in je še danes tesno povezana s krajevno skupnostjo. Jaz moram pohvaliti sodelovanje zdaj v preteklih letih tako z osnovno šolo, torej podružnično, kot tudi samo krajevno skupnostjo, in odraz tega sodelovanja lahko danes vidimo, da imajo prekrasno šolo, prekrasne programe in pa tudi danes smo videli sam učiteljski zbor, kako lepo nastopa na prireditvah in so res lahko vzor tako nam starejšim kot pa tudi mlajšim in se res veselim, da tukaj v Begunjah vse poteka tako, kot je v najlepšem redu. Na kakšen način pa morda vi pripomorete k tej medsebojni simbiozi krajevne skupnosti pa tudi šole? No, jaz lahko rečem, da sem zdaj v preteklih 6 letih, odkar županujem, res ne samo tukaj, ampak tudi po ostalih šolah poskrbel, da smo energetsko sanirali objekte in resnično je počutje zdaj boljše, ne samo tukaj, tudi v ostalih objektih. Seveda eno je sama šola, en objekt, potem so pa programi, ki so vezani tako na šport in kulturo in to nam, lahko rečem, kar zelo uspeva in dajemo velik poudarek tako izobraževanju, kot pa tudi samim pogojem, ker sem prepričan, da nas bodo naši otroci nekdaj živeli tako kot mi zdaj naše starejše in res se veselim, da sem lahko v taki občini župan. No, mogoče nekaj besed rečeva še o razvoju Begunj, glede na to, da se danes obeležuje krajevni praznik, ne? Ja, tudi v samo krajevno skupnost smo kar v preteklih letih veliko vlagali. Eno je bil v bistvu dokončanje vodovodnega omrežja. V lanskem letu smo pa zaključili ta kanalizacijski projekt, tako da moram reči, da tudi na drugih področjih te infrastrukture seveda malce bi bilo potreba v naslednjih letih poskrbeti za ceste, ampak enostavno dajemo prioriteto na tem, kar sem omenil, torej na izobraževanju in pa vseh pogojih za najboljše življenje. Pa načrti v prihodnje, razen teh obnov varnih šolskih poti? Ja, načrtov je veliko, vse bomo pa delali, bomo ostali na realnih tleh. Seveda nam je zelo pomembna tudi cesta povezava Lese-Begunje, ki je dotrajana in tudi ti načrti so pripravljeni, tako da bomo počakali. Jaz se nadejam, da bo nekaj tudi še nepovratnih sredstev iz strani Evrope, ki so prepotrebna in obljubljeno nam je, da bodo ti razpisi začeli nekje v maju, juniju
in sem prepričan, da lahko še kakšen evro ujamemo ne samo tukaj za Begunje, ampak tudi za ostale krajevne skupnosti. Vinica je zaplavala, je dekle poškrapila. Ribica je zaplavala, je dekle poškrapila. Tudi Begunjčani, ki so medsebojno zelo povezani, verjamejo, da s sodelovanjem vseh generacij lahko pripomorejo k vsestranskemu razvoju svojega kraja. Zato je bilo skupno praznovanje z osnovno šolo tako rekoč na dlani. Mi smo veseli, da smo imeli priliko organizirati skupaj z osnovno šolo ob tem krajevnem prazniku tako visok jubilej. 40 let nove šole, kar je bila nova na tej lokaciji, smo slišali, je bilo tudi že 40 generacij. In ponosni smo, da iz te šole prihaja ogromno nadarjenih, ne samo študentov, dijakov, ampak tudi odraslih ljudi, ki so po svetu znani. Če kar Avsenike pogledamo, recimo kraj poznan, ker so v tej šoli bili vsi otroci v tej starejši prejšnji lokaciji, pa še oče Gregor, pa tako naprej. Tako da, ja, lahko rečem, da smo zelo veseli, da živimo v Begunjah. Kako pa je prišlo do tega sodelovanja z osnovno šolo? Jaz lahko rečem, da odkar sem predsednica krajevne skupnosti Begunje, sem na prvem mojem sestanku sveta krajevne skupnosti povedala, da se bomo poskušali združevati z vsemi društvi, z vsemi, ki aktivno delajo na kakršnemkoli področju. In lahko rečem, da resnično ni prireditve, da ne bi bili prisotni gasilci, upokojenci, šola, krajevna skupnost. Ja, skupaj se da kaj narediti. Torej, v krajevni skupnosti vse generacije medsebojno dobro sodelujejo, se potem dobro poznate in si pomagate. Tako je. In veliko prireditev, ki je namenjeno krajanom, dejansko organiziramo skupaj. Od pusta se začne pa do jeseni, recimo. Tako da se vedno kaj dogaja. No, to medsebojno sodelovanje pohvalil tudi župan, torej tudi z občino imate dobre odnose. Ja, veste, kako je. Lepa beseda lepo mesto najde. Jaz sem že v službi, ko sem bila na odgovornem delovnem mestu, poskušala vedno z dialogom reševati problematiko. In tudi tukaj ni vse gladko, ampak z razumevanjem župana in pravzaprav vidi, da tudi sami poskušamo veliko narediti, to se pravi s skupnimi močmi se pa premakne zadeva. Tako da računamo, da bomo tudi pri tej šoli še dobili igrišče, tako kot je župan rekel, da pač razume zadeve, ampak po korakih. Treba je imeti voljo pa vztrajati. Vztrajnost je tudi lepa čednost. Mogoče oguljene fraze pa še kako držijo, kaj ne? Ja, žal, ampak resnično stari pregovori niso bili kar tako. Dnevi mi tako kot plah privid, žuljavo roko, moj svet je skrit. Mar je odšla kar brez solza moja mladost, miga zlata, da bi našla spet tebi most. Zame je grenak tujine glas in pretrd korak, ki reže čas. Vselil nemir, sejo večer, z njim trpke